Jaz sem Branko Mikša, lastnik tega gozda tukaj, ko zdaj stojimo. Sem že kar v letih, 5 let sem bil star, ko je bila vojna končana. Zdaj pa lahko zračunate, ne? Je že kar nekaj. Ja. In kje se zdaj nahajamo? Tu je zdaj pod Rajnkovec. Tale predel se imenuje pod katastrsko občino Rajnkovec. Nekdaj je bilo. Rajnkovec se imenuje tu. Ena vas je Rajnkovec. Ja, to je v bližini katerega večjega kraja? Ja, Rogaške Slatine. Tukaj vidimo streljne jarke, šicengrave po domače, streljne, vse posod razpredene, razpeljane. Tako da delno se še vidi, v glavnem je tu zasipano že. Tu malo više so še bunkerji. Kdo je pa delal te streljne jarke in zakaj? Te streljne jarke so delali domačini, ujetniki, jih je bilo okrog 1000 ali še več ta čas. Kopalo se v glavnem vse ročno. Delalo se je, da bi se Nemci so pripravljali obrambo proti navidezno oziroma prihajajoči invaziji iz vzhoda, iz NDH, iz Hrvaške, tam pa Hrvaška tudi blizu. To je bilo leta 1945? Ja, 1944 se je začelo, 1945 ga se je še kopalo, ja. Je bilo veliko ujetnikov, tudi raznih drugih narodnosti, pa domačini so morali vsi, ki so bili sposobni za delo, pomagati. Prisilno. Kak je pa to bilo veliko, pa dolgo, mislim, še malo? To gre, mislim, po gozdovih, skozi ob meje iz Maclja sem, naprimer. To je ogromno, to so kilometri in kilometri tega. To je pač en del, ne? Les za bunkerje so podirali po vseh gozdovih, kjer so to rabili. Še domačini so morali pomagati, lastniki gozdov, za bunkerje. To so rabili veliko lesa za utrditev bunkerjev. V bunkerjih so tudi imeli namen, da bojo prenočili, oziroma da bojo tudi po par dni ali več časa preživeli, zato so imeli tudi pograde v bunkerjih. Po vojni so ves ta les razvozili domačini ali tudi drugi taki, ki so les tudi prodajali kasneje. Lesa je bilo ogromno. Po teh gozdovih je bilo tudi še kar municije, raznih min, neeksplodiranih. Marsikdo je še potem tudi nastradal še po vojni. Veliko je bilo primerov smrtnih slučajev, ali pa da ti je roko ali oči, da ti je poškodovalo, to je bilo ogromno tega še. Tem ne bi obranili južno mejo Nemškega rajha, tisočletnega rajha. Tisočletnega, ja, ampak je prišlo vse drugače. Ja, 4 leta je tukaj. Ne, nažalost, ampak na veselje. Prišel je 9. maj. Tako. 45. Ja, ampak kar je pomembno tule je, da v bistvu vojna sploh zaradi te municije, ki je ostala po gozdu, se seveda na nek način še ni končala, ker so otroci še leta po vojni našli kakšne patrone, torej metke ali pa bombe, in so v bistvu se šli z njimi igrati in potem so umrli tudi po 2-3 naenkrat. Moja sošolca sta bila, to je malo više toga, in potem pokazal, sta šla iz šole, sta našla ročno granato. 51, leta 51. In sta tolkla po njej tam po enem kamnu. Potem pa vsi trije so bili mrtvi in je zdravnik je sicer prišel, ampak ni bilo nobene pomoči več. Ja, torej vojna se ni končala leta 45. Tako, ne. Nemški obrambni jarek pri Rogaški Slatini. Oj, Katjuša, prihajam. Ja. To je eden od neštetih bunkerjev. Zdaj je vse zasipano, domačini so zasipali z razno robo. To je bilo globoko. Les so odpeljali domačini in vsi, ki so imeli možnost takrat. V bunkerjih je bila enota, koliko je bilo, ne vem.
bunkerju so imeli pograde, bilo možnost prenočitve, pa tudi tistih, ki so eventualno, da bi napadali sovražnik, so prihajali vse v bunker in to je bilo veliko močno oporišče, močna obramba v tem bunkerju. Takih bunkerjev je več, kot sem rekel, ampak vidno je še vseeno, še vidno vse. Lepo se vidi še višina, ne? Če smo pozorni, torej to je vrh, ne, danes in še danes, ne, torej globina, ne. Ampak to ni bilo betonirano, to je bilo vse iz... To je bil les približno 10, 15, 20 cm. V gozdovih, v bližini so to podirali, to so bili taki brune. Pokončno, potem, kot da hišo gradiš, kot da streho gradiš, je bilo to. In pogradi. Po 3, 4, več pogradov je bilo za vojake. Ampak kljub temu, da ni betonsko, naši geografi z LIDAR tehniko te utrdbe in tudi ta bunker zaznavajo, tako da so prepoznavni in se bo na sliki tudi videlo, da bomo dali zraven sliko satelitsko tega, tako da bo primerjava med tem, kar vidimo sedaj na terenu in to, kar se posname iz zraka in nam pomaga pravzaprav pri odkrivanju te meje. Les je bil zelo odporen, bi rekel še bolj kot neki betonski, proti udarom neprijatelja, na primer. Kakšne granate, to je bilo zelo, ker je bilo zemljo pokrito gore, vse. Ni bilo vidno, line so samo ven bile vidno, drugo pa nič. Ta les so domačinom sigurno dobro plačali. Ravno sem pri enem zadnjič bil, pod most so mogli sami podirati in ga voziti sem na mesto. Nič ni bilo plačano. Proti koncu so že te nemški vojaki bili malo apatični, so vedeli, da gre proti koncu in so tudi dovoljevali domačinom, ker se tu se je dogajalo tihotapljenje. Z Hrvaške na Slovenijo in obratno. Na Hrvaškem je bil menda tobak, ki je bil sladko, ne vem, v glavnem, te dobrine so izmenjavali. Znan je bil tudi tale za vžigalnike, kamen, kresilni kamen, zelo cenjena stvar in to so tihotapili tudi. Verjetno, da vžigalnic... Na Hrvaško ali iz Hrvaške? To ne vem, mislim, da iz Hrvaške sem, kot vem. Iz Hrvaške, tobak iz Hrvaške sem. Tobak je bil iz Hrvaške. Ker so z Dalmacije dobili, ja. Kamorkoli gremo, to slišimo, da je tobak prihajal. Morate vedeti, da cigaretov ni bilo veliko, to so ljudje tobak zrezali na drobno in so imeli take aparatke male, ki so delali cigarete, so sami zavijali. Papirček so dobili, nekaj kupili, papirček taki tanki in so si sami to zavijali, pa potem je bil kadili, ne? Ali za fajfe, ali za cigarete. A živino, recimo konje, niso nič švercali? Recimo v Beli krajini so na veliko konje. Švercali, potem so se dogovorili, nekaj dali s temu stražarju, že 45. leta, da jih je spustil. Ni htel vedeti, on je šel stran, ni htel jih videti, da so šli, ampak je podkupnino neko dobil, da živali so švercali. Z Hrvaške sem. Ampak čez prehode, torej tam, kjer je bil prehod ali pa moste, ki jih je spustil čez, ker druge niso mogli, ker je bilo minirano. Imamo primer, vemo za primer tule malo više, ko je šlo naenkrat 20 glav živine čez, torej iz Hrvaške na Slovensko. No, ta most še bomo videli, zdaj gore više. Pa veste, mogoče je bila ta živina označena, ker recimo v Prekmurju je podobna situacija med NDH in med Nemčijo in tam so na nemški strani morali vtisniti črko D za Deutschland in na mađarski U za Ungarom in so torej živino imeli označeno, da ne bi prihajalo do tega. Ja, to mi ni znano, ampak nobeden od starejših pa staršev mi ni tega povedal, da bi bilo označeno. Označeno je bilo mnogo pozneje potem že v Novi Jugoslaviji, so morali, prej pa ne. Zaradi tega so pa potem tak tiho stvari. Dalo šverca? Šverca se dalo, ja. Gremo naprej.
februar? Ja, leta 1941, že prve mesece so Nemci vkorakali v Rogaško Slatino, Slovenijo, pa v Rogaško tudi, so hoteli določeni. Tu vzadi za tem hribom je Vina gora. In ti prebivalci so hoteli se priključiti Nemškemu rajhu, zato so prišli v Rogaško na komando Nemškega rajha, ki je bil tu pač, da sedež, protestirati. Z veliko ljudi je prišlo, da bi se hteli priključiti Nemškemu rajhu, da ne bi bili pod NDH. Ampak, kot je Božo rekel, en del je samo ostal in to je Hum na Sutli. Samo jaz ne vem, Hum na Sutli je bila potem tudi ustaška komanda. Ja, potem, kasneje. Pozneje, verjetno, ja. No, Nemci jim niso tega odobrili oziroma niso priznali, da bi tam šla meja, kot so se sami zaželeli, ampak je bila meja ob Sotli, kot so že prej verjetno planirali in načrtovali. In oni niso ob Sotli vlekli, ampak so vlekli tudi čez hrib. Nahajamo se ob meji Slovenije in Hrvaške, Sotla. Reka Sotla se imenuje, to je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, sedaj nekoč med Nemškim rajhom in NDH. Tu vzadi cesta. Ta cesta približno 2 metra višje, nasip. Prej je tu vodila, je bil most. Ostanki mosta so še vidni. Ta most se je imenoval pri Bajti. Bajti zaradi tega, ker je bila taka mala hišica, 20 metrov desno. Tu je bilo hiša stanovanjska, tam vzadi so imeli pa gospodarsko poslopje. In med vojno, tudi takrat, ko je še bil most aktiven, tu je bilo vse minirano in je bila žična ograja. Pri mostu je pa bilo taki zapreka, ki so jo po dnevi odstranili, po noči je bilo pa zaprto. Po noči nisi mogel prihajati prek. To so bile kobile žico najbrž. Tako, kobile žico in prihajali so samo lahko v prejšnjem dogovoru dvolastniki, ki so imeli zemljo ali na hrvaški ali na slovenski strani. Še moram to povedati, tale bajta, voda je včasih narasla, je bila povoden v tej bajti. Včasih se je zgodilo, da so ljudje spali in je narasla voda in jim je posle vozila po hiši. Posle, lahko mislite, ne? In so imeli, da so prišli pa tja do poslopja, so imeli taka korita, čovne so vozili tja. Ta cesta je bila potem speljana tu gor do Mačije in tudi drugod. Prišel si samo lahko z vozom, kravami, konji, tega ni bilo možnost. Nobenega prevoza nismo. No, tu smo imeli glavnih na hrvaški strani njive, tudi na slovenski strani nekaj. A ste pol čez ta most prihajali? Čez ta most, ja. Čez ta most smo prihajali, most je bil utrjen, tudi traktorji bi lahko vozili, saj ni bilo tistega traktorja. Voda sedaj precej visoka, drugače je po suši in to si lahko prišel na določenih mestih, si lahko prekoračil Sotlo kar peš, prek kamnov. A ste kakšno prepustnico rabili, da ste šli čez most? Ja, tu si rabil prepustnico. Tu smo rabili prepustnico, so rabili moji starši. A to je bila dnevna ali? To je bila dnevna prepustnica. Kje ste pa dobili? V Rogaški, na delu nemške komande ste to dobili. Fotografije, ko vidite pred seboj, to je fotografija naše domačije, tu v bližini 100 metrov oddaljeno na hrvaški strani, pri tem jezu. Pri jezu.
okrog 20 metrov južneje od jeza. Jez so gradili okrog 74-75 leta z namenom, da bo tu Vonarsko jezero nastalo. Zemljišča so bila vsa odkupljena, zdaj se spet nekaj dela na tem, zelo resno in upam, da bo to jezero tudi zaživelo. Jaz predvidevam z kakih 10-15 let, prej bolj težko. No, tam smo imeli mi svoje domačijo in ste mogoče opazili, da je kot en dvižni most. To se je spuščal takrat, ko je nastala povodenj in niso mogli delavci iz Hrvaške na slovensko stran. Migracije so bile zelo močne, delavcev je Rogaška steklarna in tudi zdravilišče rabila zelo veliko, zato je bil prehod, naslednji prehod je bil šele v Rogatec. Tja je bilo pa daleč. In ljudje so naprosili očeta, je zgradil to dvižno brv ali pa most, je spustil, potem so pa ljudje hodili preko. Ni bilo treba na Rogatec. Na Rogatec je pa bilo kar enih 10 km z ene strani, pa toliko še spet nazaj, do Rogaške. Tu je bil potem, smo zgradili most, pozneje, po vojni, okrog 50. leta. Mostu ni več, ker so ga potem porušili za potrebe tega jezu. Hočem še to povedati, ko je bila povodenj, je vsako leto, vsaka povodenj je dvignila nivo travnikov za okrog za 5 do 7 cm. Nanosila je zemljo, zelo dobro prst, to je tako zelo rodovitna zemlja. Tu niso bili samo travniki, ampak so bili tudi njive. Ljudje so živeli od tega. Ko so vrtali pilote, ki so delali ta jez, so potem ugotovili, da je bila struga reke pred stoletji zelo nizko, na podlagi izkopanin iz vrtin. Kaj bi še povedal? Da se danes tu vije kolesarska steza, ne? Tu stojimo na kolesarski stezi, je bila dokončana pred 2 leti in povezuje Rogaško Slatino z Podčetrtskom. Zelo prometno, v lepem vremenu. Pri Rogaški Slatini je tam en števec in tam včasih se vidi preko 200 kolesarjev, gre vsako leto, ne vsako leto, vsak dan skozi. Pa še več, v lepem vremenu še več. Ata, povej tole zgodbo, tole o meji, ne? Tole o meji, pa kak je stričal čez? Ja, ob meji, to sem že prej povedal, niste vedeli, ob meji je bila žična ograja, bodeča žica in minirana. Mine so bile več vrst min, je bila ena kvadratne, take črne, neke bakelitne, smo rekli, noti je bila taka ljuknja in se je stavil detonator. In druge so bile jajčaste, so imeli tako kljukico, to je bilo žičko pripeto potem na to žico in ko se že mali tresljaj, je to potem povzročil, da je aktivirala mina. Moram povedati, določeni ljudje so tudi za potrebe osvobodilne fronte oziroma od teh odborov so pobirali te mine in eden ni več živeči, takrat mu je roko odneslo, ko je detonator eksplodiral. On je imel cel kup min, pričevanje mojega znanca. In to so potem, to je bilo kasneje v Poslovju, Nemci so zelo strogo, da si jih pobiral mine, pa si jih uporabil na sprotni namen potem. Moj oče je bil mizar in je delal za časa Rajha v Rogaški Slatini pri enem mizarju za potrebe nemške potrebe, ne vem, kaj so delali iz vsega tega. In je imel propustnico, to bomo se potem približno 2 km severneje, so mu potem zaustavili. Če lahko tudi povem, ustanavljali so se ti odbori, simpatizeri, partizanski odbori. To je bilo šele nekje konec 42-43 leta se tu pojavljalo in je nosil pošto iz Rogaške
ne vem od koga točno, v kolesu, od šrafa je zic, not je vstavil to odprtino in noben ni opazil, ni vedel, da je to možno. Ne. Potem je pa prenašal na simpatizerje na hrvaški strani. Ne. Kako je bilo pa s stricem tukaj? Ja, stric je v isti hiši je čevljaril, je že bila tradicija skozi stoletja. Vse generacije so bili čevljarji, zapuščali in drugemu svoj poklic. In on je imel na slovenski strani tu blizu, je imel vidite, da je kar prometno, ne? Je imel punco, nevesto in je že imel, da bo gradil blizu Rogaške Slatine, že imel material vse pripravljen in je večkrat zahajal k njej. Potem je pa 44. leta v 4. mesecu na velikonočni dan nisem še povedal, on si je v tej žični minirani ograji, meje si je naredil en prehod, žico povezal in prehod, da je splezal skozi. To je prehajal je večkrat skozi in nekega dne se je zgodilo, da je ta Nemec, ki je bil v obhodu, je to opazil in mu je nastavil mino. In tega velikonočnega dne, 44. leta, je potem tu bil nastradal, mina eksplodirala, on je potem še živel, 5 dni je še živel po tem. Ni bilo, ne možel se biti zastrpiti, zdravnikov ni bilo, cest ni bilo. In je potem podlegel. Po 5 dneh je podlegel temu. Je pa napisal poroko. Ja, imel je, nisem povedal, imel pa je nezakonsko hčerko tule gor, v bližini, in je napisal oporoko. Oporoko pa potem interesantno je oporoka. Tej nevesti, če se v 10 letih ne poroči, ji zapušča parcelo pri Rogaški Slatini. Če se pa potem prej poroči, potem pa ta parcela pride v last njegove sestre, ki je živela v Splitu. Imel je prešparanega kar nekaj denarja in tudi gradbeni material. Vse je napisal, koliko pripada komu, koliko za to gre, koliko je. Vse je lepo napisal, vam potem pokazal, interesantno za prebrati. Bili so tragični dogodki, so se dogajali ravno pri tem mostu. Nisem povedal, se je domačin, sedeli so tam ob meji, pa je bilo tudi minirano in je nekje stola padel in je nastradal, obživljenje je bilo. Veliki so izgubili roke, ker so potem te detonatorje pobirali. Po gozdovih je bilo veliko municije. To govorite po vojni? Po vojni? Po vojni se to dogajalo. Ko so ti potem pobegnili ti ustaši po hrvaški strani pri Šlin, Sveti Peter, moj brat je še tam bil, kup orožja, puške, vse mogoče stvari, municijo, vse so metali in so potem v kolonah šli proti Nemčiji, potovali. Pa je reka, ki je Sotla, ki je naplavljala te mine, kadar je poplavljala? Sotla, te mine sigurno so še, ker še se spomnim, kopači so za potrebe kopali in so mine našli še. Precej globoko. To je zdaj naplavljalo, leta in leta naplavljalo, sigurno je pol metra naplavljalo. Da so mine zelo globoko. No, hočem še povedati, mi smo imeli tu travnik in da bi se ne zgodila kakšna nesreča, je oče zgradil brana, veste kaj je brana? Za branati zemljo. Dal je pri kovaču narediti kot take sablje, tako dolge, zavito in je to prešrafal not in to brano je postavil ob Sotli, tam, kjer je bilo minirano, obtežil
In potem je s kravami potegnil z zajvami ali verigami stran toliko, da je to oziroma prečisto. Potem, ko je že bilo odstranjeno tole vinsko polje. Je pravzaprav s tem preoral še enkrat, preoral so one strani. Ena mina je bila, mislim, je eksplodirala, to se spomnim. Ena mina je eksplodirala. Pa so krave ostale žive? Ja, so ostale, marsikera krava je nastradala, moram povedati tudi. Ja, jaz se spomnim 47. 48. leta, malo prej, so prihajali take čete, že jugoslovanskih vojakov, s temi sulicami, kot je sulice, kot je 3-4 metre so bile dolge, sem povedal kot grška falanga, ko so bili včasih. Sulice tako dolge in so to nabadali, ko so prišli do trdega predmeta, so predvidevali, da je mina, ker drugače tu ni kamenja, to je vse naplavina, mivka, pesek. In so odstranjevali. Zjutraj so šli okrog 20 korakoma po hrvaški strani in so peli tele nepartizanske Tito, druže Tito, vidite se po njemu in podobne stvari, kar se je pelo tiskrat v vojski. Interesantno, Vajti, to ko sem povedal, Božič prvi prehod, tam so imeli krušno peč, kot mi smo imeli krušno peč, in so pripeljali testo, že kruhke, mi smo jih spekli potem, pa oni, tako da to je bil tak dogodek za naš. Za delavce? To je bilo za tiste delavce, vojake, ki so razminirali to, samo, to je bilo delno razminirano, to ni bilo, vse mine niso predminirane. Nahajamo se ob reki Sotli, mejni prehod imenuje se, nekateri ga imenujejo Stari Colj, v starih zapisih piše prehod Žurman. Mi smo rekli prehod Premlino, Premlinarčekov. Kot vidite, tu je, za mano je žica, kot je bila pred dobrimi 70 leti, spet je tu žica. Prej je sicer bilo minirano ozemlje, sedaj je samo bodeča žica. Tako da, in tu je bil prehod celodnevno odprt z časa vojne 41-45, ko smo že prej pri prvi brani, pri prvem prehodu omenili, tam je bila na hrvaški strani ta domačija, tam so prehajali razni, od Nemcev, partizanov, ustašev, in to je bilo zelo nevarno takrat, da bi se srečali vsi skupaj. Tako da je bilo več takih kočljivih primerov, ki bi moral potem kot Roman pripovedovati o teh raznih dogodkih, ki se dogajali. Kaj bi pa vi rekli danes v tej žici, da imamo ponovno žico? Žalostno je. Moje mnenje je to žalostno, ta žica. Prvič je bo težko odstraniti, drugo je zelo nevarno za živali, za divjad, za vse je nevarno. In jaz mislim, da teh migrantov tu toliko ni nevarnosti, da bi morali zgraditi takšno obrambo s to žico. Malo pretirano je to. Poskusite to kot britva. Kot britva.